Dobrodošli v novem Q&A-ju. Današnja tema, ki jo bom obdelal na kratko, je aktivno poslušanje oziroma kako skozi AEQ vajo aktivno poslušati telo. Kar pomeni prispodoba aktivnega poslušanja sogovornika, kako jo prenesti v izvajanje AEQ vaj. Samo aktivno poslušanje je zavestna in osredotočena oblika poslušanja, pri kateri poslušalec ne le sliši, kaj sogovornik govori, temveč se trudi razumeti pomen in čustva za besedami, ki jih pove. Gre za proces, ki vključuje celovito prisotnost, empatijo in sposobnost, da sogovorniku omogočimo, da se počuti slišanega, razumljenega in cenjenega. Pri delu z ljudmi in tudi samim sabo v bistvu lahko to definicijo, kaj aktivno poslušanje je, z lahkoto prenesem v odnos med zavestjo tistega, ki vajo izvaja, in telesom, ki izvaja to vajo. In lahko brez težav potegnem paralele med tem, kakšno je aktivno poslušanje sogovornika v vsakdanjem življenju in kako je to pomembno za izboljšanje medsebojnih odnosov, kot seveda pa tudi, kako je pomembno, da zavest tistega, ki vajo izvaja, aktivno posluša telo tistega, ki vajo izvaja. In če pogledamo, kaj naredi senzorno-motorna amnezija, sploh v kronični obliki, je, da je proces medsebojne komunikacije med zavestjo in telesom skozi motorni del živčnega sistema in med telesom in zavestjo skozi senzorni del živčnega sistema omejen. Se pravi, lahko bi rekli, da senzorno-motorna amnezija zmanjšuje sposobnost aktivnega poslušanja zavesti, kako zavest posluša telo. In seveda, ker ga ne posluša dobro ali pa je v poslušanje zavesti vključeno popačenje ali potlačenje tega, kar telo sporoča gor, je seveda tudi sposobnost zavedanja, kaj se v telesu dogaja, temu primerno manjša, omejena ali izkrivljena, in je potem tudi zavedanje sedanjosti, kakšno je realno stanje v tem trenutku, popačeno ali potlačeno oziroma zmanjšano. In seveda temu primerno so potem tudi rezultati in vplivi telesa na zavest zmanjšani, kar pomeni, da zavest veliko lažje ustvari določeno iluzijo, določena mišljenja in prepričanja, ki so v nasprotju z dejanskim stanjem, kar seveda pa potem vodi v večjo verjetnost napačnih odločitev, večjo verjetnost dejanj, ki mogoče kratkoročno delujejo smiselno in primerno, ampak se potem vedno bolj pogosto pokažejo za neprimerne in škodljive, kar pa seveda dolgoročno negativno vpliva na kvaliteto življenja in povečuje oziroma postavlja dovolj močne pogoje za kronične probleme, pred katerim pa seveda je AEQ usmerjen oziroma namenjen, da jih zmanjšuje. Zdaj, sam pomen aktivnega poslušanja v vsakdanjem pogovoru ali pa v vsakdanjih medčloveških odnosih je, da bolj ko znamo aktivno poslušati, lažje vzpostavimo globlji odnos, zmanjšuje se število konfliktov, sploh takšnih, ki se vlečejo v nedogled oziroma se stopnjujejo brez ugodne rešitve, čeprav mogoče imata ali pa običajno imata obe strani, ki sta v konfliktu, interes, da bi bila v boljših ali dobrih odnosih, pa nekako jim to ne uspe. Z vidika AEQ metode ima potem tudi aktivno poslušanje vpliv na razvoj čustvene zrelosti oziroma lahko bi celo rekel, da je pogoj za višanje čustvene zrelosti, ker aktivno poslušanje povečuje verjetnost, da tisto, kar sogovornik pove, nam pride do živega, nam vpliva na nas in nam omogoča bolje razumeti sebe, kontekst, v katerem smo in v katerem živimo, in bolj ko pravilno razumemo določen kontekst delovanja, večja je verjetnost, da si postavimo prava vprašanja, in bo večja je verjetnost, da si postavimo prava vprašanja, večja je verjetnost, da dobimo uporabne ali pa lahko jim rečemo prave odgovore,
ki nam potem omogoča, da naredimo določene spremembe v pravo smer, ki je dolgoročno pravilna, ne samo kratkoročno, ker običajno je še celo tako, da vedenja, razmišljanja, delovanja, ki so v nasprotju s podzavestnimi vzorci, na začetku delujejo napačno, v bistvu dobivamo iz telesa občutek, da to, kar počnemo, ni dobro, da se bo to, kar počnemo, slabo končalo, potem pa po določenem času, če vztrajamo zaradi drugačnega razumevanja ali pa boljšega razumevanja procesa in razumevanja dejstva, da če hočemo iti v sintropijo, se pravi, da smo bolje, moramo običajno najprej iti boljše v entropijo in prenesti neprijetnost, strah, dvom, močna agresivna čustva, ki se ustvarijo skozi proces entropije, ko razpada star sistem, ki ga določimo skozi razumsko razmišljanje kot tistega, ki je vzrok za kronične probleme. In ko prenesemo razpad tega sistema in neprijetnost, ki to povzroča, si v bistvu prislužimo, pridobimo pravico, da gremo na bolje, da gremo gor, ker imamo pač temu primerno višjo čustveno zrelost. Hkrati pa seveda je aktivno poslušanje tudi omogoča realno izboljšanje komunikacije in to dvosmerne. Predvsem zaradi tega, ker bolj ko aktivno poslušamo nekoga, bolj lahko tisto, kar nam pove, pride globlje v nas, bolj ko globlje pride v nas, seveda bolj sproži močen odziv na tisto, kar je bilo povedano, in ta močen odziv aktivira našo simpatično vejo avtonomnega živčnega sistema, ki pa ima dva načina delovanja, boj ali beg, in običajno, če ni primerna čustvena zrelost tega, ki aktivno posluša, ga vodi v to, da se bori proti tistemu, kar je slišal, ali pa beži stran od tega, kar je slišal, ali pa oboje, prekinja sogovornika, mu poskuša dati svoje mišljenje kot bolj pomembno, bolj upravičeno, ali pa zbeži stran od njega, zaradi tega, da mu ni potrebno tega poslušati. In popolnoma enako se dogaja tudi med izvajanjem AEQ-vaj. Če gledamo ključne značilnosti aktivnega poslušanja, so popolna osredotočenost na sogovornika, in ko delate AEQ-vajo, bi morali biti popolnoma ali pa polno osredotočeni, se pravi usmeriti zavest v telo, ki je vaš sogovornik pri izvajanju vaj. Seveda senzorna in motorna amnezija nam to onemogočata, predvsem zato, ker je potrebno bilo odtujiti, spreti med sabo ali pa razdvojiti telo in zavest, zaradi tega, da telo nima dovolj vpliva na zavest, zavest pa nima dovolj informacij o telesu, in potem lahko ustvarimo stanje senzorno-motorne iluzije, kjer si lahko upravičeno in polno predstavljamo, da so stvari drugačne, kot so v resnici. Živimo določen čas v takem stanju, kar bo pa dolgoročno seveda pripelje do tega, da se nam prej ali slej ta hiša iz kart ali pa grad, ki ga zidamo v oblakih, podre, in to običajno zelo boli. Druga značilnost aktivnega poslušanja je, da ne prekinjamo sogovornika. Pri AEQ-vaji bi morali dejansko poskušati čim bolj čutiti, kaj nam telo sporoča, kakšni so odzivi telesa na navodila, vplive, ki jih zaradi izvajanja vaje naša zavest pošilja v telo, da ne premaknemo določen del telesa v določeno smer, da napnemo določene mišice, sprostimo druge mišice, in seveda pri tem pride iz telesa tok senzornih informacij, impulzov, senzacij, ki gre iz telesa proti zavesti. In manj ko to prekinjamo, manjšo imamo senzorno amnezijo, manjšo ko imamo senzorno amnezijo, bolj se zavedamo, kakšno je stanje v telesu, in to običajno, sploh če izvajamo AEQ-vaje, kar pomeni, da imamo najverjetneje določeno kronično težavo ali več njih, ne bo glih olimpijsko, ne bomo čutili v telesu, da se počutimo dobro, da se počutimo super, da nam je lepo, da vse deluje tako, kot je treba, ker če bi bilo to res, pa seveda tudi ne bi imeli kroničnih problemov.
tako fizičnih, na telesni ravni, kot na ravni psihe, kot na ravni odnosov. In je verjetnost, da bo zavest prekinila sogovornika v njegovem odgovoru nam, ali pa njegovem govoru, ko telo govori, zavesti visoka, ker če ga prekinemo, potem zmanjšamo vpliv neprijetne resnice, ki jo telo izraža in jo pošilja v našo zavest. Potem naslednja pomembna stvar ali pa značilnost aktivnega poslušanja je razumevanje pomena in čustev tega, kar nam sogovornik govori. Popolnoma enako je tudi, ko izvajamo vajo, poskušamo biti zavestno prisotni in poskušamo razumeti pomen tega, kar čutimo iz telesa, ali pa seveda tudi enako pomembno pomen tega, da ne čutimo določenih stvari iz telesa, pa bi jih naj morali, se pravi, ko recimo vam učitelj vodi vajo, da pritisnete z levo peto v tla, da dvignete levo bok v zrak in reče, poskusite začutiti napetost po zadnji strani leve noge, kar bi vsak, ki se malo razume anatomijo človeka ali pa gibanje človeka, rekel, sej, če hočem s peto pritisniti v tla leve noge, moram skrajšati mišice po zadnji strani leve noge, napeti levo nogo od pete čez mečo prek zadnjih stegenskih mišic do zadnjice. Kaj pa, če nič ne čutim? Kaj pa, če ne čutim, da sem sploh levo nogo napel, čutim pa, da je šla medenica na levi strani v zrak, torej se je nekaj zgodilo, gibanje je bilo, posledico čutim, ne čutim pa procesa. Ali pa, kaj pa, če čutim, da sem napel celo levo nogo, ne pa samo zadnji del leve noge. In to zahteva, da zavest poskuša razumeti pomen tega, kar se v telesu dogaja, kar pa dostikrat zavesti ni glih všeč, ker to pa predstavlja dodaten problem, zakaj pa zdaj ne čutim en del noge, zakaj čutim celo nogo napeto, kaj to pomeni za mene, kaj delam narobe, kaj naj naredim, da bi bilo to boljše. In se v takem premlevanju in vedno bolj prehitrem razmišljanju v bistvu začne spet aktivirati simpatično stanje, poskušamo se boriti proti tem, kaj čutimo, ali da nič ne čutimo, ali da čutimo preveč, ali da čutimo narobe, ali pa bežati od tega, pa se nam začne spati, začne se nam kihati, pride pes mimo, nekaj zaropota, ali se spomnimo nečesa zelo pomembnega, kar bi morali takoj narediti, in seveda je aktivnega poslušanja hitro konec. Lahko pa pri tem, ko ne čutimo stvari tako, ko bi jih morali, začutimo jezo, bes, gnev, strah, dvom, razočaranje, ogorčenost nad telesom ali pa nad tistim, ki vajo vod, kva se spet gre, zakaj to razlaga, zakaj je pomembno, ali čutim sem zadnjo stran noge ali sprednjo, se je vseeno in tako naprej. 4. točka značilnosti aktivnega poslušanja je, da postavljamo odprta vprašanja, kar pomeni, da pustimo sogovorniku možnost, da pove pač svoje. In seveda, ko izvajamo vajo, pa čutimo iz telesa različne stvari, take mogoče, ki so nam všeč, ali pa ki se nam zdijo primerne, ali pa take, ki nam ni še všeč, ali pa nas spravljajo v stisko, je seveda postaviti odprto vprašanje, možnost, da dobimo dovolj širok ali pa bolj širok odgovor, ali pa da je odgovor v tako smer zapeljan, ki nam ni všeč in v nas povzroča potem različne čustvene odzive, ki nam niso prijetni, so pa nujni zato, da se soočimo z dejanskim stanjem, kar seveda, če se spomnimo na začetek današnjega Q&A, omogoča bolj točno določitev konteksta. Bolj točno, ko določimo kontekst, bolj lahko postavimo pravo vprašanje in bolj, ko so pravo vprašanje postavljena ob primerni čustveni zrelosti, večja je verjetnost, da postavimo določimo ali pa pridobimo pri drugih, če sami tega ne znamo ali pa nimamo kapacitete, prave odgovore, dobre odgovore in potem skozi njih delujemo bolj pravilno. Potem imamo zrcaljenje in povzemanje, prav postavljamo se v vlogo sogovornika
oziroma v primeru izvajanja vaje se zavest poskuša postaviti v vlogo telesa in razmišlja, zakaj je telo tako, zakaj ne moremo napeti samo levo mečo, brez da napnemo celo levo nogo, zakaj pritisnemo z levo peto tako močno v tla, da nas zaboli, čeprav je bilo skozi vodenje vaje jasno rečeno, da naredite to nežno, mehko, počasi, vi pa izvedete vajo grobo, hitro in nesočutno do telesa. In če se hočete postaviti v vlogo telesa, zakaj telo to dela, zakaj vas ne uboga, zakaj se vam nasprotuje, zakaj vas sekira, zakaj vam jemlje čas, se lahko postavite tudi v določeno situacijo, v kateri je telo bilo leta nazaj, v stiski, v travmi, v nemoči, in ste lahko čutili v levi nogi močno napetost, močno bolečino, močno razočaranje nad mamo ali pa nad sestro ali pa nad neko drugo žensko osebo, ki pa niste ga smeli pokazati, niste smeli ga spustiti, da je prišlo do zavesti, ker bi potem morali spremeniti odnos do te osebe, na kar pa niste bili pripravljeni, ali pa tudi niste morali to narediti, ker ste bili stari 2, 3, 4, 5 let in lahko samo sprejmeš dejstvo in zategneš levo nogo in izgubiš zavesten nadzor in občutek za njo, dvigne senzorno motorno amnezijo in polah leta kasneje, ko izvajaš recimo vajo obrat noge, opaziš, da to, kar slišiš, da ne bi naredil, da enostavno ne moreš še narediti. Namen vaje pa seveda, da počasa izboljšujemo. 6. značilnost je, da ne presojamo ali ne svetujemo, kar pomeni, da poslušamo in poskušamo iz tega, kar smo slišali, pridobiti določeno mnenje, določen pogled, kar pomeni, da ne obsojamo telesa ali pa opazimo, koliko imamo do telesa nerealen odnos, smo na njega jezni, smo na njega nad njim razočarani, smo obupani, ga sovražimo, bi ga radi čim prej ali pa čim manj čutili ali pa čim prej potisnili nazaj tam v neko kletko, v kateri nam je kakor toliko koristen in ga uporabljamo na način, da ga bolj izrabljamo ali pa zlorabljamo, ali pa da pametujemo in poskušamo z svojo zavestjo najti neke razloge ali pa možnosti, da iz tega, kar čutimo iz telesa, naredimo novo iluzijo, se sprenemedamo ali pa na kakšen drug način zanikamo dejstvo, da je odnos med našo levo nogo in med našo zavestjo zelo ali pa bolj ali manj neprimeren ali nefunkcioniran. In tudi zadnja značilnost, ki jo bom danes obravnaval, je spodbujanje sogovornika, se pravi v tem primeru, če to prenesemo na AEK vajo, da spodbujamo zavestno telo, da postane bolj upoštevan sogovornik zavesti, ne glede na to, da nam bo povedal marsikaj, kar nam ni všeč, kar nas spravi lahko tudi v stisko, takšno ali drugačno, in da to, kar bo povedal, da nam bo dalo dovolj močno razumevanje, kaj se dogaja, da bomo lahko šli v spremembe, ki so potrebne, da spremenimo prihodnost in zmanjšamo kroničen problem v prihodnosti. Jasno pa to za sabo potegne veliko dela, veliko časa, ki ga pa običajno nimamo, ker smo že tako utrujeni, preobremenjeni v kroničnih težavah, in tukaj je tudi največji problem vsega skupaj, da če ne naredimo spremembe, ne moremo pričakovati spremembe v prihodnosti. Če pa hočemo narediti spremembo, pa vsaka sprememba aktivira odpor. Če hočemo ta odpor premagati, moramo vložiti energijo. In običajno smo zaradi kroničnih stanj že tako izčrpani, izmučeni, brez energije, v takšni ali drugačni depresiji, če se jo zavedamo ali ne. In je tukaj potrebno kar nekaj volje, kar nekaj razuma in sposobnosti, da uporabimo sebe kot celoto, zavest, telo in podzavest, ter s pomočjo okolice in vpliva na okolico začnemo počasi spreminjati sebe in s tem dosežemo celostno spremembo, ki jo AEK kot celota z svojo filozofijo, vajami in protokoli omogoča. Hvala lepa in lep pozdrav.